Večer s knjižnico. Dober večer, spoštovani gosti, gospa Marica Mrak, gospa Uršula Ramoveš in spoštovano občinstvo, ponovno v večeru s knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka. Dobrodošli. Z nami je danes gospa Marica Mrak, ki je že skoraj pred 2 leti izdala knjigo, ki jo danes predstavljamo tudi v knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, z zanimivim naslovom v narečju Bože, kak, še zmeraj ni bilo kak. In tudi tole predstavitev smo uspeli speljati, čeprav smo se zadnje dogovarjali pravzaprav natanko 1 leto ali pa še kakšen mesec več. Tako, za začetek bi vas prosila, če se kar sami predstavite, kako bi se predstavili, kdo ste? Ja, kot že rečeno, sem Marica Mrak, stara sem 81 let. Ni videti. 82. Ni videti? Ne. Ja. In upokojena sem že 30 let, oziroma, ja, 30 let. Zdaj, v zvezi s knjigo pa povem, da je pač nastala iz enih takih zapiskov, ki niso nameravali biti knjiga. Ste sami sproti zapisovali kakšne dogodke ali kako se je to zbralo? Kot piše tudi v uvodu knjige, se je to začelo iz teh sorodstvenih zgodb, ki so bile razne take smešne pripovedi tudi o sorodnikih, ali pa tudi žalostne, ki so starši pa prastarši so izvirali iz ene revščine in so bile take žalostne stvari, so pripovedovali in to sem si jaz zapomnila. Potem smo pa imeli leta 16 eno srečanje družinsko, tam, kjer se zbere kakšnih 100 ali pa 200 še več sorodnikov in tam smo si pripovedovali te zgodbe, ki sem jih omenila. Potem pa rečeno, ja, škoda, da bi se to pozabili, pa če bi kdo to zapisal, ne. In to sem pa jaz tista, ki sem začela... Ste se sami javili ali so vas kar naročili? Ne, se nisem nič javila, pa tudi nisem nič rekla, da bom kaj napisala. Počasi se je to malo nabiralo, ko je pa postalo velik, se je pa to začelo širiti. Je pa šlo izven teh sorodstvenih okvirov, no, in bolj je ratalo, kar je ratalo. Ste potem tudi po svojem spominu ostale zgodbe zapisovali ali ste kaj poizvedovali za njimi namerno? Ne, nič nisem hodila okoli ljudi, vse sem napisala iz spomina, pa predvsem, ko je moja mama pripovedovala, pa tudi nekateri sorodniki. To. Tukaj za začetek sem še vprašala, kako je teklo vaše življenje, sem si zapisala vprašanje, kako je teklo vaše življenje, povedali ste, koliko je že let se nabralo, a ne, in v tem času tudi veliko zgodb. Kje ste preživljali svoje življenje, kje se je začelo vaše življenje? Zdaj, rodila sem se v Ljubljani. To se sliši zanimivo, čeprav so starši pa družina živela tle na dolini v Gabraku. In nikoli mi ni bilo jasno, na kakšen način sem bila rojena v Ljubljani. Kako ste pa zvedeli, da ste rojeni v Ljubljani? Ja, se piše, da v rojstnih podatkih, rojstni kraj Ljubljana. In žal mi je, da to pa nisem nikoli mame vprašala, zakaj za Božjo voljo me je šla roditi v Ljubljano, pa brata tudi, ker navsezadnje je bila ta vas oddaljena od Loke 6 kilometrov, avtobusov takrat še ni bilo in je bilo treba iti še do Trate, na železniško postajo, to se je vse peš, ali pa če so se s kakšnim vozom s konjem peljali. In recimo od teh, ki se je začel porod naznanjati, ja, to je ure in ure trajalo, preden se je do Ljubljane spravila. Vem pa, da je pripovedovala,
ker mi dva so v družini, sem dva, jaz pa brat. Ne vem, a pri meni ali pri njemu, da ko se je bližala porodnišnici, tam je bil neki Šlajmarjev dom, tam je bila neka porodnišnica, da se je za ograjo najemala, ker je bilo že toliko hudo, da je komaj skozi ohodno odpršla. Že z zadnjimi močmi. No, Pa je šla sama, brez kakšnega spremstva? pojma nimam, sem sigurno je šla sama. Ja, kdo bo pa šel zraven? Jaz sem opazila to zgodbo, ko sem prebirala vašo knjigo in sem si prav na to temo tudi nekaj vprašanj zapisala, oziroma neko vprašanje, pa bomo mogoče še prišli do tega, se potem kasneje vrneva. Se pravi, vi ste rojeni, ste pred vojno, ne, če prav razumem? Ja, jaz sem rojena pred vojno, leta 1939, na Maršalov rojstni dan. Ta mladi že ne vejo več, kaj je Maršalov rojstni dan, to je bil dan mladosti, 25. maj. A nekaj dan mladosti, zato ker je bil Maršal Tito rojen 25. maja, čeprav ni bil. Ni bil, tako je veljalo, a ne? Veljalo, Ja. In tako je pol tudi ostalo, vse do današnjih dni. Gospa Marica, večkrat sva se pogovarjali po telefonu, a ne, ko sva se snovali tale današnji večer, res sem dobila vtis, da ste zgovorna sogovornica, da imate veliko povedati. Koliko je pa v teh zgodbah tega vašega talenta za pripoved? Kako je bila ta odločitev, da ste zapisovali stvari samoumevna, ko vas je spodbudila tisti dogodek pri sorodnikih, ko so rekli, da bi bilo fajn, da bi kdo zapisal? Ste kaj drugega tudi že prej pisali? Mogoče dnevnik? Zelo malo sem pisala, ampak ena taka zadeva, ki je bila recimo objavljena, je bila tam nekje ena obletnica šole, pa so pol poklicali, če bi kdo malo napisal, koliko je bilo in tam sem jaz tudi objavila ene zadeve, ki so bile recimo tudi malo temu podobne. No, ne vem, če bi tu v širino pripovedovala, meni ni bilo nikoli ni šlo od rok, da bi jaz tam pisala ene take podatke, pa ene datume, pa koga se je dogajalo, kakšne take, to je tako v šolskih kronikah napisam, jaz sem bila natočna, če se je kaj smešnega dogajalo. To vas je vedno pritegovalo, tudi v knjigi je en tak odlomek oziroma delček zadaj, ko so take smešnice noter, zanimive. Torej, zdaj me pa zanima, če se lahko dotakneva malo tega naslova, je v narečju, se pravi, del tega besedila je v narečju, del je v knjižnem jeziku. Kako ste se pa to odločili, kako boste pisali? A zdaj greva na naslov? Ja, greva na naslov in vsebino, ki je delno v narečju. Nekatere stvari so tudi kar v narečju napisane in jaz nisem pustila, da se to spremeni, da bi se to v knjižni jezik spremenil, ker pa nima več učinka. Ta naslov je pravzaprav, to je mednarodna stvar. To je ono, kjer se sara, a ne? Kar bo pa bo, tako isto, to je isto. Ampak je bolj poetično napisano. Polanci ali pa tole, a ne, tudi možda v knjigi piše, da tam, kjer živim, je meja med škofjeloščino in med polanščino. Je meja. In je tudi noter napisan, sem pošla nazaj na naslov, da naši sosedje, ki so samem streljajo, to da se vidno, tam kuhajo meso pa zele, mi pa kuhamo meso pa zele. A ne? Po polanski. Ja. Pa je sem to pomes, mi smo izbili bolj orientirani na polansko stran, oni pa na Loško. Oni so pa to, kar se pa tega naslova tiče, tole se je pa slišalo večkrat od kakšnih starejših ženic ali pa tudi malo mlajših. Bože, kok, še zmeraj je bilo kok. Če ni bilo rešitve, pa če rečem, se pa to nadaljuje. Bože, kok, še zmeraj je bilo kok, Bože Bog dal, da bo kok. Da bo kok, da se bo nekako zgodilo. Da se bo, da se bo razrešilo. Glejte, ko sem jaz prvič slišala za vašo knjigo, sem vedno ponavljala to napako. Jaz sem vaš naslov povedala, Bože, kok, še zmeraj je bilo tok. Potem sem pa tudi zdaj, ko me je gospa iz radija poklicala, da smo napovedali ta vaš dogodek, se je enako zmotila. Sem rekla, aha, nisem jaz samo to napako ponavljala. Namreč potem, ko sem videla, sem seveda preverila, kako se res zapiše, se pa ponovi tale kok na koncu. Kako to?
A ste res tako tudi zmeraj rekli, ker meni kar potegne na to? Lih to je ta meja teh dialektov. Lih to je meja. Če bi jaz gor blizu kol Polan, bi bilo rečeno, bože kok, še zmeraj je bilo kok, to bi bili Polanci. Tle smo pa še zdaj toliko bolj dol, da Ločan pa reče kok, ali kak, ne, ja, bože kok, bi Ločan rekel. Mi smo glih tam nek na meji, da ta kok ni več kok, pa kak tudi ne, bože kok. Bože kok, čudovito. A ste naslov nekako takoj začrtan s tem naslovom, a ste potem dodali? Kdaj je naslov dobila knjiga? No, zdaj bom že pomagala, kako je bilo s tem. Ko je bilo rečeno, kar je nekaj tene zgodbe ali mi spominji, ali kako je bilo to rečeno, ko je na začetku. A ja, ne vem. Ne. Ne vem, ker si se bolj jaz vmes spomnila, da... Ne, ali si že na tam na je že ta naslov, ne? Je. To se pravi, da si že en let prej vedela, kako bo naslov. Ja, naprej je sploh knjiga se začela oblikovati, je bil naslov že znan. Ja, to si tudi. Ampak čisto na začetku pa nek smo začeli te zgodbe skupaj spravljati. Ni pa zgodbe s takim naslovom noter, ne? Je. A je? Je. A sem pozabila. Zdaj pa, ko je bila že zgodba omenjena, a kar kakšno preberava? Ja, pomoč. Izvolite, prosim. Je to moram tle. Občinstvo večino manj zvoke, ne? Ja. Zdaj bo kar z cele Slovenije, pa še skozi zamejstva in sveta. Bom jaz prebrala eno zgodbo o tehle brezah, ki rastejo ob pokopališču. Ki vsak dan hodite mimo, pa redko kdo ve o teh brezah. Razen to, da se vsako leto tam gor zbere neka ruska delegacija, če se ne motim, imajo gore proslave. Tega pa tudi oni ne vejo, kar bom jaz zdaj prebrala. No, nas me že zelo zanima, izvolite. Ob stranskem vhodu na škofjeloško mestno pokopališče raste 38 košatih brez, starih skoraj 100 let. Ta drevesa so bila posajena po prvi svetovni vojni v spomin na fante iz Škofje Loke in okoliških vasi, ki so se na različnih frontah borili za domovino Avstrijo in so njihove kosti zavedno ostale v tujih tleh. Moj ata Martin je imel srečo. Zdaj vmes povem, zgodbo pa naprej brala. Moj ata je bil letnik 1895 in ko se je začela Prva svetovna vojna, bi bil star dobrih 18 let in so ga takoj upoklicali. In je začel svojo kariero vojaško nekje pod Krnom, kjer so jih malo šparali te nove vojake in so tam po pobočju Krna kosili travo za vojaške konje. Kasneje je bil pa vsa 4 leta, do konca vojne, je bil tam v Karpatih, tam, ki je v Galiciji zmeri, v Tirolah je bil, tu gor v Psoški fronti, pa je bil tle gor v Judenburgu, ki ima tudi Luka spomin na te judenburške. No, skratka, imel je srečo, da je prišel živ nazaj. Vmes to v knjigi pač piše, kaj vse je skozi dal, koliko so bili lačni, da so pobirali po tleh s konjskih odpadkov celo koruzo in so jo dajali kuhati, da so imeli, ja. Novi dom je imel srečo, po 56 mesecih bojevanja in ujetništva se je vrnil v domače kraje. In prav on in drugi srečneži, ki so preživeli,
so svojim mrtvim sotrpinom zasadili ta spominski park. Te breze, ki sem jih omenila. Sredi parka je spomenik, kamnit steber, na katerem so poimensko zapisane vse žrtve iz posameznih krajev. Na vrhu stebra je doprsni kip žalujoče slovenske matere, ob strani pa napis 1914 do 1918. Prah križem razmetan, duh v naši misli zbran. Nihče vam na srca rožne sadi, mrzli so grobovi zemlje tuje. Le naša bolečina vas obiskuje, v grozi vaših smrti sama trpi in sklepa roke za mir sveta. V naši molitvi ste spet doma. Kadar boste šli tam le mimo stranski vhod, so te pa spomnili, kdo je te breze sadil. Ja, hvala za to informacijo. Ja, mislim, ker je to bilo za vekomaj pozabljeno, ne? Kaj je prepodval, kot stanjame, ko pa breze sadil. To je to. No, sej, po prebiranju vaše knjige človek res dobil vtis, da je nekaj tako takih zanimivih podatkov, ki jih marsikdo danes ne ve. Recimo, mene je presenetilo ta podatek, da je bila dolina Poljanska z Makedansko cesto to nekje do 60 let. Recimo, to je nek podatek, ki ga boš zvedel, ne? In recimo, polno takih dragocenih in zanimivih podatkov vsebuje vaša knjiga. Če smem povedati, bom kar naprej govorila. Zanimiv je tisti, kdo je to knjigo že prebiral in kakšni so odzivi. Najbolj me je presenetilo, ki me je poklical 95 let star možakar s hribu, ki je to knjigo prebral in zdaj med tem cajtom je že umrl, pa je rekel, ker sem jaz to knjigo bral, se mi je zdaj, da sem jaz kar tam, da bi kar pošlakal tisto, kar se je noter dogajalo. In meni se je zdelo to fajn, fajn se mi je zdelo. En izmed lepših odzivov. Druga, ki je to knjigo dobila, je rekla, ampak jaz če šla pa najprej prebirati tiste ameriška pisma, ker so zadnje objavljena tudi na pisma, ki je moj stric v ameriških rudnikih delal in so tle noter tudi kopije njegovih pisem so. To povzetek je tudi in jo je najbolj to zanimalo. Če smo začela pri tistem 95 let starim, bom pa šla zdaj k takim, ki hod v nižje razrede osnovne šole, ki prepovedujejo starši oziroma babice, da prebira tiste izreke zadnje in se jih na pamet uči. Tiste razne malo smešne, včasih tudi malo take, malo skoraj nezahljivih za otroške ušesa. Malo začinjene. To je všeč. Kaj pa je, naslednji recimo prav, jaz sem pa to prebiral, pa mi je prišlo spomin, da smo tudi mi parking nabirali. Aha, kaj pa je to? No, stavljali to na vejo in parking je pa tak mah, ki so rabili da so delali umetnice za peč pometati. Tisto, ki so hlebce dali pa gor v peč, ki se je pekli in to je bil tak, to ni bil tak mah, ker tako natrgaš pa poruješ, to se je šlo, ampak to je bilo tako, kot v njih verigah je bilo in tistemu mahu se je rekli parkli. Aha. Ja, in je pol tist mi rekel, no, če bi ga slučajno nicala tu, pa nas pa še rase. Res zanimivo. No. Zdaj se spomnim, ko to omenjate, ko sem prebirala, prav pišete, da se ga ni dalo povsod dobiti. Ne, da so bili neki posebni kraji, kjer ste to dobili in je bil zato seveda potem dragocen. Se pa bom pa prodajala, ne mislim, taki, ki so. A to so otroci nabirali? Ste kot otroci to nabirali in za dodaten zaslužek, ali kako je bil s tem? Ne, tega se pa ne spomnim, da je sparkli nabirala. Sam vem, da je bilo težko dobiti, pa da smo tisto umetnico imeli sparkla. Umetnica, to je pa tisto nekaj na palce navezan, ta mah pa pol. Pomedeš, ja. Zanimivo, omenili ste že, da so noter v knjigi tudi tale pisma, no to me je zanimalo, kako so prišla noter, kje ste jih dobili, pa zdaj ste delno že govorili, da so to od vaših sorodnikov. Ta pisma so pa doma v škatli ostale. To zgleda, da so pa tudi moji predniki ali pa mama, da je imela tisto žilico, da je nobene stvari ni stran varila, ker jaz tudi ne. In sem zdaj tam, ki bo treba ogromno stran smetati, pa ne zličim.
Ampak nekaj je pa šlo tudi v knjigo od tega. Ne? In zdaj ta pisma so pa zato zanimiva, ker so dosti pretresljiva. Ko to prebiraš, no, ta prva stvar, ki v oči pade, je to, da je tak neuk človek, je imel prekrasno pisavo. Vsebina je prepisano z vsemi napakami, zdaj ne vem glede omenim, to prepisovanje ima ta največje zasluge hči Urška, da je to ona pretipkavala, pa v en red spravila. Cele te zgodbe jaz nikakor ne bila sposobna tega po njih takih sklopih, ker je bilo z vseh koncev in krajev razne stvari napisane in je ona to po sklopih razporedila, da je vse skup paše. No, to sem želela tudi omeniti, sem opazila, da imate po sklopih knjigo lepo razporejeno, zdaj vemo, ste nam razkrili, kdo vam je pomagal. Verjamem, da je bilo to veliko dela in to je neko uredništvo, pravzaprav uredniško delo. Nekaj, če še omenimo, knjiga je tudi ilustrirana. In te ilustracije, kot ste mi zaupali v enem od pogovorov, je, bom rekla, da prispevala ena vam zelo draga oseba. Kdo je to? Ta zelo draga oseba je pa od Urške Sin oziroma moj vnuk Martin, ki je pa vsestranski umetnik, ker se ukvarja na likovnem pa na glasbenem področju. No in tole so pa njegove ilustracije, v nekih je prispevala tudi njegova partnerka Teja, tle zraven njih knjigi pa so. Vse to sem videla, da je navedeno, da je še eno ime pa Teja Krigar. Ja, tu pa pač nimam besed. To je ogromen prispevek zraven, da je knjiga pač pridobila vrednost. Ja, pa te ilustracije so res čudovite. A se je sam ponudil, a ste ga povabili, kako je bilo to? Če jaz ga prbonem, Izvolite. v bistvu, bilo je ta prvo namen je bilo za njenih 80 let, da smo to pač že spravili malo skupaj, pa je nam dve knjižce naredili in takrat smo ga prosili, da je Martina boš par stvari ilustriral. Pol se je pa začel kazati, da bo še malo to bolj ambiciozno in pa sta pa pol še dodala ilustracije. Čudovito. Aha, tako To je je to prvo bistvo te zadarilo. In lahko bi tudi pa tistom ostalo, Mhm. ampak pol smo še naprej delali. No super, zdaj imamo pa eno lepo knjigo v naši domoznanski zbirki, res čudovito. Opisujete tudi kakšne take človekove stranpoti, v katerih sem se kar nasmejala, naprimer tisto, kako so nekateri skušali zadrugi dvakrat prodati nabrane koloradske hrošče. Kako je bilo s tem? A ste tudi vi pobirali hrošče? Smo jih, ampak sam na tolomačem krompirju. Jaz mislim, da tam, da bi jih v zadrugo nosila. Bilo je pa takrat ogromno tega koloradskega hrošča, ker tega se mi zdi, da zdaj ni več. Jaz sem včasih še kar videl, kakšno zelo nedolgo, eno leto je bilo, Je so bilo povsod še, lezli. ja. Ja. In takrat so pol, da bom povedala nekaj drugega. Kasneje so to začeli preganjati s posipanjem pantakana. To je bil pantakan, ki pa zdaj vemo, da je strahotno škodljiv za, da to pride pač v človeka in je to prepovedan. To je kako juhuhu, pantakan, to je bilo za bolhe preganjati v hiš. No, to knjigi tudi zgodba koliko je bilo to bolha črn. Doma pa, če si jih še toliko preganjal, so se po odeji so bile noter take pikce, pa so noter bile. No in zdaj okoli tega pantakana povem, dokler ni bila pantakana, se je treba bilo ročno obrati te koloradske hrošče. Ker se je pa začel pantakan, pa so šli na njive, pa so to posuli in ni bilo več hroščev. Kakšen je pa krompir, je pa druga stvar. Ja, ampak smo, ne vem, smo kaj bolj zbolevali zaradi tega. Se mi noben ne vidim, zakaj zboleva, če že Malo je pa dež tudi prav. Jaz sem slišala to, da so recimo moji starši predniki tudi, da so kar šolo peljali na pobiranje teh hroščev.
ko sem to slišala, se mi je zdaj tako osupljivo. Nisem mogla verjetno, kakšni časi so bili precej drugačni od današnjih. Popisujete tudi neko življenje in čase, a ne, so bili zelo različni od današnjih, denimo pri zapisu ročno delo, to sem si ga pa jaz označila, zdaj ne vem, a lahko tudi to prebereva. Veste, kjer na strani 66, namreč kako so te dekleta, to mi je bilo iz Angora Zajčkov, iz te volne si spletle lepše oblačine. Jaz tega nisem nikoli, se mi je zdelo to, ampak je zanimiva zgodba. Ja. V šoli naj bi se naučili plesti nogavice, kjer so doma redili ovce. So iz njihove volne spredli niti, ki so bile navadno vse resaste, polne ostankov trave in stelje ter neenakomerno debele. To je bila prva težava. Druga pa, nismo imeli pletilk. Ata mi jih je naredil iz čepiča od starih maren. Vemo, kaj je to, ne? Bile so tako špičaste, da sem imela prste prepikane do krvi, ker sem pletla zelo na trdo in se zanke niso hotele same snemati, pa sem si morala pomagati s kazalcem. Je kar trajalo, da sem se naučila oblikovati peto in konec stopala, tudi jokala sem vmes. Ponekod pa so prav zaradi volne gojili angorske zajce z mehko belo dlako. Iz take volne so si nekatere že malce starejše deklice spletle prelepe bele jopice. Bolj kratke so morale biti, saj je bilo treba ogromno zajcev in dlake, da se je nabralo za eno jopčko. Ja, to sem pomislila o tem. Jaz sem namreč tudi že v generaciji, ko je bilo moderno, v 80-ih letih smo vse dekleta pletle. Jaz sem še hodila v ta krožek, kako se je že imenoval, ročna dela, tako ne vem, in glavnem vsi, takrat je bilo to moderno. Moja babica je pletla, seveda znala vse, kako se oblačila splesti. Ampak zanimivo mi je bilo to, v primerjavi z današnjim dnem, kako pravite, so imeli doma in ovce in zajčke in so sami znali narediti ves postopek, da so prišli do oblačila, od živali do obleke. Ne? To se mi zdi, pa še niti ni tako dolgo, ampak tega danes si težko že kar predstavljamo. Že v kakšnih takih zgodbah preberemo in nas kar osupne, tudi mene. Kako gledate na to razliko do danes? Jaz se spomnim, mi smo tudi imeli ovce in jaz sem tiste ovce strigla. So bile take škarje, ne znam zdaj povedati kakšne, kako se je stiskal, pa gledati, če mu so ovce v strigu, v šipnu. In tisto volno smo pol uprali, pa spredli, predli jo nismo. Štrikali smo pa to na roke, seveda smo. Zdaj mene te volne nimajo kam dati, pa imajo neki za netople grede podkladati, da je več toplote pod prstjo. Pa za kakšno izolacijo v stavbah mogoče. Težko si to predstavljamo, kako je bilo pa včasih to dragoceno. Imajo pa Kitajci prste v mestu. Ja, zdaj imamo pa druge materiale, ne? Pa niso več iz dočk. Tako, katera zgodba je pa vam najbolj pri srcu? Imate kakšno svojo najljubšo? To pa zdaj strašno težko rekla. Ta najbolj taka otroška mi je tista v Miklavžu. Tista mi je najbolj ostala za vse večne čase v spominu, kakšne razočaranje. To bom pa prebrala. Izvolite. To ja moram prebrati. To pa ne vem točno, kje jo zdaj dobila. Aha, 54 strani je. V Miklavža sem verjela tja do svojega 10. leta. Bila sem pridna. Zato sem pričakovala, da mi bo izpolnil skromne želje, ki sem jih napisala v pismu in ga pustila na oknu. Seveda, po maminem nasvetu želela le stvari, ki so bile dosegljive. Krhlje, rožiče, jabolka. Ampak jaz sem si neskončno želela imeti mapo za zvezke, tako kot je imela moja sošolka Pavla.
kartonasta mapa s sličico na sprednji strani, ki se je zavezovala z 2 trakcijama. Mama je ob tej želji zmajevala z glavo, da Miklavž tega najbrž nima. Nič za to, sem govorila, mogoče se bo pa le potrudil in mi izpolnil gorečo željo. Prišlo je Miklavževo jutro, mape ni bilo med darili. V šoli smo si pripovedovali, kaj vse smo dobili v nastavljenih peharjih in glej, razočaranje, ki mi je ostalo za vse življenje. Pavla je dobila še eno mapo. Ona, ki je že imela tako mapo, ona, ki je bila sicer prijazna deklica, učenje pa ji ni šlo ravno od rok, ona, ki si te mape prav gotovo niti želela ni. Mama me je za manj tolažila, da se je Miklavž zmotil, da je strm in pozabljiv in da mi jo bo mogoče drugo leto prinesel. Nisem mu odpustila, grd je in hudoben. In odkot mapa za Pavlo? Njena mama, kmetica, je loškim trgovcem prodajala maslo in jajca, pa si je v zameno dali tudi nekaj takih map, ki so bile še predvojna zaloga. Ker to se je med vojno dogajalo. Za vsako leto eno, a ne? Ja. No. Kdaj ste to izvedeli potem? Ne vem. Kasneje? Kasneje, tako mi ni povedala, da bi morda bila takrat morala povedati. Mogoče bi lažje prenesli. To je bila pa taka krivica, to je nepopisno takale krivica, no. Ali pa všeč mi je tudi ena, če je čas to prebirati. Izvolite, je lahko, kakšno še lahko. Se ne vem, če bom zdaj jih najdla. Zdaj, ko ste omenili Škofjo Loko pa te trgovce, recimo zelo mi je bila, sem se nasmejala, tudi katega Stotenkovga omenjate in tisto pesem, ki ste jo... Pesem, ja. Je pa na strani 133. Da ste to tako, taka šaljiva Škofji Loki. Bi mogoče tudi to prebrali, ker smo ravno v Škofji Loki. Zdaj... Pa malo povedali zgodbo od tega. Od Stotenka, morda je bilo za mno že kdaj slišal, ko sem da jaz otrok se je njim znali govoril. Je pa to osebnost doma tlele z sevške strani, njegova bajta še zdaj nekje gor stoji in je bil ljudski pesnik. On je na vsako temo znal napisati pesem in značilnost teh pesmi je bilo, da so bile dost kosmate. Ja. Take, ja, zapeljene. Take debele. In tak Stotenk se ga jaz spominjam, ko je hotel okoli ob kakšnih teh cerkvenih praznikih, ko je vedel, da so se ljudje v cerkvi zbrali, je pol zunih vršakov in je pol začel te svoje pesm na pametih je seveda znal pripovedovati in so se mu bolj smejali, pa je pa na zadnje klobuk nastalo, pa je noter padala, ne. V cvirki. Je več pokasiral kot prej noter v cirku, pa ponavadi je tudi župnik zunaj to poslušal, pa malo zmigoval z rameni, a ne, ko je bilo... Se je malo muzal. Zdaj, ta pesem sem jaz preden si jo napisala, povzvedvala, če je že kot napisana. Pa nisem zasledila tega, nikjer. Vem pa, da jo je mama tale pesem pripovedala, pa verjetno jaz vseh kitic si nisem zapomnila. Gre pa to, kakor jih je napisanih jih je. Po mokrem cestnem tlak maširamo Bišov Lak in urnih hitrih nog se bližam Škofji Lok. Bišov Lak se je rekli po nemško. Ja, Škofja Loka. Če nucaš kaj masti, se v Farožu dobi. Če ti jo zadosti mi, se zglas kartončeti. V Farožu zato, ker je bil zelo en debel župnik. Kartončeti je bila pa na taka trgovina, ki se je špecarija prodajala. Nato pa kad hodir, spustim se v divji dir, tja dol Mintalarja, kjer kramo ima košir. Pri Talarju še zdaj damo, ne? Je trgovina. Košir je pa mogel nekje
nič dole mogel biti tudi en trgovec, ne vem kakšen. Da vinca kaj dobim, zato že poskrbim, ga daje kapucin, ta grdi kosmatin. To so pa pčinari izgleda, da se mora biti tudi vin dal kupiti, ne vem. Ali pa tako so ga kakšen kozarček ponudili, da ne. Če imaš pa bohcev srajčk, ti jih bije Tine Tajčk, gostilna abstinent, za vodo ima patent. Tajčku Tine je bil pa frizer, je bilo pa še dost, pri Tajčk se rekli, je bila frizerija. In zgleda, da je imel on tudi kakšna sredstva za bolhe preganjati, ne, in so pa je tole to. Svet Janez Nepomuk ti daje ta poduk, če greš skozi loko ti, le to zamir, kaj si, drž jezik za zobmi, da se tkaj ne zgodi. Ta pa stoji na Kopcinarskem mostu, tisti kip, ki gor pa razdrži, da bo tih. Ja. On je zavetnik spovedne molčečnosti. No, naj bi bilo to. Kdor dobre volje je, zavije v bodovje in še naprej se gre skozi minc pa v brode. Kdor ni preveč zastan, ta pride do Polan, kdor bo pa hitro šel, bo prišel do Žirov. No, ampak jaz vem, da to noter manjka, ogromen še manjka. Jaz sem pač zapisala, sem videla škoda, da še za to zgubi. Ti si kar predstavljam, kako jih je stresal z rokava, ne, imel je tak talent, da je hitro pride dobil in zapisal. Tam eden so si pa pol po gostilnah so si zapomnili, da so prepevali tisto, a ste slišali pesem od Pograjca, ki je odrezal in tako naprej. Kitajca, a ne? Tole sem tudi zasledila, eno zanimivo, bom rekla, zanimivost posebej za današnji čas, namreč na strani 161, pa popisujete, kaj pomeni čivkniti, čivkati. Kako se je jezik spremenil, kot prvo, a ne, se mi zdi tako, kot slovenski jezik, ta pomeni 161. 161. Potem, kot danes, a ne, uporabljamo ta Twitter, kar je pravzaprav se tudi reče čivkniti. Da je nekdo čivknil, kar je napisal na Twitterju, zanimivo. Tole se mi zdel, ker sem to zverala, da sem rekla, ne, je to sploh uredno napisano. Ja, je zelo. In čivkniti, čivkati. Pojem oglašanja ptic je beseda pomenila tudi umreti. Nekdo je čivknil. Čivkati pa je včasih pomenilo tudi nekaj drugega kot ptičje oglašanje. Če je kdo rekel, a tole ti pa čivka, je pomenilo, da bi nekaj rad imel, pa je bilo težko dosegljivo. Naprimer, čivka mi sadje visoko na drevesu, čivka mi lepa obleka, ki si je ne morem privoščiti. Mal migrne. Ja, čivka mi pa bijem, pa ne moram. Eno besedo sem še opazila, pa sem rekla, to vas moram vprašati, kaj pomeni, namreč nisem jo znala, nisem jo razumela. Na strani 171, ko popisujete take ljudske modrosti, piše, kdor se antrahte zna, za lakoto krepa. Kaj to pomeni? Jaz nemško sicer ne znam, ampak mislim, da antraht je poklic, delo. In to je mišljen za tega človeka, ki se vsako stvar vtakne, za vsako stvar misli, da zna, ampak nobene stvari ne naredi, kot je treba, in pol seveda se tudi ni nobenega uspeha, nobenega dobička, in zato je pol, da za lakoto krepa. Aha, to se je govorilo v vaših krajih? Ja, pa se je, ja. Kaj povem, zdaj, eni so taki tele izreki ali te modrosti, da jih še zdaj slišiš. Ja. Pa tudi take so, da so morda tudi točno zapisane. Ene so pa čisto originalne.
eno je tole, že v tem mesecu umrl en vaški posebnež iz Brodov, ki jih je zmeraj z rokava stresel, Kožuhov Jože. In on je bil tisti, ki je zmeraj rekel, da spomlad žabe ven, vrliči not. In to povedati, da največ ljudi umre pomlad, pa jesen, kar bo res. Pa zakaj je tako? Ne vem, narava sama to naredi in je pozmerjega, zdaj pa žabe grejo ven, ljudi pa noter. Tako ne mama taka. To je opazil. On je na žabe noter. Žabe zdaj zlezejo z svoje zimske stajne. Iz blata, zemlje. Kjerkoli so že. Ja, to so take. Zanimivo opažanje. Tisto o kačah je bilo tudi, kar nekaj zgodbic posvečate tej živali. Vse sorte je bilo, no, težko si predstavljam to, kar popisujete. Ko se tole zdi malo čudno, nekaj zdaj sem se pa teh živali lotila, ampak če se vzame, da je zdaj kač, jih ni več. Ja, nekako jih ne vidimo, ne? Jih ni več. Recimo to, da bom zdaj šla brati te zgodbe, ampak ker smo bili mi otroci, pa smo ob Sori hodili gor v šolo od nas, gor šola je v Gabarku. In je bilo treba ob Sori gorjeti in po dežju je bilo gor na teh, na vejah so se gor sončile te kobranke, to nismo imeli vodnih radij. Pa smo pa tekmovali, kdo jih bo več naštel. In z lahkoto si jih naštel 100. In pa še vedno so jih vzel kakšne kamne, pa kakšne krepelca, pa smo metali na veje, pa so pa v vodo noter padali. Sončni so se gor po vejah. Kako pa to, da je zdaj ni, pa imate kakšno razlago? Razlago imam to, da kako živalske vrste izumirajo. Ne snažim, sigurno. Ja, je to. Zasigurno vpliva vse to, o čemer se zdaj to govori, ta okolje je nesnažen. Ni jih več. Enostavno zgrevajo te vrste. Ja. Mogoče so bile letos, ko je bilo to miši. Ali pa takaj A ja, miši, ja, bazila sem normalno znala razložiti. Ogromne miši je bilo. Ja, sam kač pa ni bilo zato to. Kač pa ni bilo, ne. Tokih to ni bilo, že 20 let. Jaz se tudi čas spomnim iz Ostroškega. Mislim, mase kač. kač ni zdaj že skoraj bi lahko rekla 20-30 let, tudi 30 let. Zdaj pa ni več. Prej smo kamorkoli si šel ven, to ni bilo zajet brez palce. Da ste jih Skozi odganjali. si mlato pred seboj, pa se je skozi nekaj premikal, pa umikal. A pa to so bile tudi strupene, nevarne kače? Modrasi so bili, modrasi. In pa zmeram, kdo pripoveduje prav, ja, pa je bil modras. Kakšen je pa bil? Takle. To ni bil modras. Modrasi so krajši, morbit, če doseže tokle, je pa že velik. Pa ima pač gor na nosu, na glavi ima tisto rožiček, ima pa dečrep, pa ta značilna veriga po hrbtu. Notar je tudi zgodba, ko sem jaz z bratom, da sva šla modrasa lovita. To pa ne veš, ali se smejo, ali bi šli lasje po konc. A ta je modrase lovil za prodajo. Za prodajo? Ja, z Ljubljane zgleda, da so to z enega inštituta, da so delali ta protistrup za kačje pike in so rabili so te strupene živali in potem je pa Novaka to lovil, tak precep je naredil, pa je pol modrasa stisnil, pa je pol vrečko naštimal, pol gajbice, to je nevarno, ko ne vem kaj. Sem videl otrok, pa tudi, to je bilo ja čisto enostavno, smo šli tudi loviti modrasa. In sva ena mrcvarila tam, tuha je bilo čist bliz hiše sva ga lovila, ker to je še na podstreh so za tram lezen. Ja, v hiš noter videl. In sva ga mrcvarila tistega modrasa in takrat se je pa z grmovja prikazal drug modras, stokle zdvignjeno glavo. Modras pa ne sam da sika, ampak to besedno žvižga, piska, prav ne daj zvok in zgleda, da sta bila par, je prišel na pomoč in so bolj dva vse tisto tam pustila, pa nikoli več ni bilo.
Ni bilo zaslužka, smo rasli. Da je ohranila kožo celo, ne? To je bilo kar nevarno. Izredno nevarno je bilo. Kontroliralo nas pa to ni nobeno zdaj, ker tudi recimo ta zgodba z vojnih časov nismo nobene stvari povedali, da je tudi vseeno, če ne. Ker se je tovornjak prevrnil, pa je v Soro noter vojaška zadeva bilo to. In pol so tisti tovornjak s težavo ven zvlekli, se je šofer ustrelil, pa je še zdaj tam pokopan, čez blizu nas. Pokopan, ga nisem kolice ni vedel, kdo je to bil. No, v Sori je pa ostal cele zaboje, razstreliva, bombe so bile noter, tako so rekli, štilarce, na take bombe so to bile. Zdaj, koliko so vam pobrali tisti, ki so tovornjak vlekli, neki so, te mladi fantiči so pa seveda, to jih je zanimalo, pa so bregli noter in vem, da je moj brat to nabral, polno teh bomb. Jih je nabral, pa jih je domov prinesel, pa jih je noter v stelo jih je skrival, da ne bi povedal, da je pač premišljal, da to bi pa sigurno, če bi, ker so kres pripravljali tam, na drugo stran vode, da bi morbiti pa tiste bombe noter zmetel, da bi malo počeli, malo počeli. A je pa tak sreč, toliko zgodnic, najdu, da ima tiste bombe tam spravljene, da mu je ukazal, da jih naj pobere, v cajnu, na košara, pa jih ne nese tam, kam, tja, kjer jih je dobil. Pol pa res nesel tisto, pa je s cajna ured zabrisal nazaj noter v Soro. Pa sem bil pa kreden še zaradi cajna. Pa lahko bi se pa kaj zgodilo, mislim, da bi prej kar eksplodirala. To še ni bilo mene. Šravfov pa ni. Sam to je nameravno, da jih bo tam, ko ga kres morili, da bo kje nesel. Ampak jaz si vedno predstavljam, ko to predstavljaš, se lahko že kaj po nesreči, pa že kar kaj poči. To je pa te zgodbe, pa ni noter v knjigi, to je pa je moj bratran Svrhodovo, ko je bil tudi otrok, pa je tudi dobil tako bombo, jo je dobil, pa je pa dol za Soro je šel, ker so tudi blizu vode živeli, pa je začel tisto nekaj šraufati, pa je pa zagledal, da se nekaj kadiban, je pa v vodo vrgel. To se je pa šlo za trenutke. Tisti trenutki je eksplodirala in je prešel v zrak, kamne pa voda pa vse in pa je donutar joko, vas moker pa od kamna obtočen, bilo mu pa ni nič, drugač bi je bilo pa ubili. Ja, bilo je zelo nevarno. Ja, pa to, koliko je bilo, sem jaz v šolo hodila, sta bila dva fanta iz teh vojnih časov, eden je bil slep, drugi je bil pa brez obeh dlani, sam zapestja je imel. To je bilo vse od teh bomb. Ja, ogromno tega orožja je ostalo in nesreče prineslo. Fante zlasti je pa to zelo zanimivo. Seveda je to da so vse pobrali. Ni bilo druge zabave, ni bilo pa so tako, kako to čez dobil tam. To je bila trofeja, ne? Si kar predstavljam. Nekaj za šraufati, to je bila nenitna zadeva. Zdaj rekli ste, da nismo vojne omenjali, smo pa te posledice, ker lahko ostane to orožje in poškoduje otroke, ki se seveda zanj zanimajo, posebej fantje. Je pa tudi ena zanimiva zgodba, ki jo popisujete, ko so snemali, ko so poskušali posneti film o Dražgoški bitki. To je pa tako zanimiv, zato ker sem jaz to Dražgoško bitko, ki smo v Brodeh imeli to predstavitev, ker to je bilo tam in so rekli, da se sploh ne spomnejo. Jaz pa čisto natančen. Stran je pa 153, to bom pa zaznaval. Ja, no, pisano, ja, 153. Naslov je pa Dražgoška bitka v Brodeh. Po tolikih jugoslovanskih partizanskih filmih je v 70-ih letih nastopil čas za ekranizacijo slavne Dražgoške bitke. Priprave so trajale nekaj let, obračali so se veliki denarji. Eno od številnih prizorišč je nastajalo tudi v Brodeh.
Varbanova hiša, ki je danes spomeniško zaščitena, je bila že nekoliko prirejena za snemanje. Pripravljavci različnih scen so bili nastanjeni pri kožuhu. Več tednov so postavljali kulise, navozili razne tovornjake in tanke, cele in razvite. Celo praprot in grmovje in mah so sadili ob poti, da bi bilo prizorišče bolj verodostojno. Preden so karkoli posneli, je zmanjkalo denarja. Že same priprave, poleg brodov, še na številnih drugih lokacijah, so menda požrle toliko sredstev, da bi zanje lahko naredili nešteto običajnih filmov. Sramoten konec je Dražoška bitka dočakala leta 1980, čeprav je bilo rečeno, da je snemanje le začasno odloženo. Nikoli niso nadaljevali. Nekaj scen je bilo kasneje porabljenih za snemanje nanizanke Ljubezen nam je vsem v pogubo. Vsaj nekaj. Tista ljubezen nam je vsem v pogubo je prav v tej Varbanovi hiši snemano. Ta Varbanova hiša je bila pa zelo omenjena, pa aktualna je, ker je zdajna lastnica, Slavica Peternel, se je lotila prenove te stare hiše, ki so ji vsi rekli, da je nora. Ampak njej je to uspel in je hišo toliko obnovila, da zdaj v njej živijo, pa še tale Romiher je imel v ambientih. Aha, pa je ena čudovita hiša, ne? Ker drugač zdaj v Rodeh eno hišo so lan podarili, to staro kmečko, eno bojo najbrž zdaj čisto kratko začeli podirati, ta je pa ostala, ki je bila pa tudi že ne vem koliko let nenaseljena, ampak Slavica se je toliko korajžila, da je to spravila in je bolj dobila za to državno priznanje. No, čudovito, to je lepa zgodba. Lepa. Tudi sama občudujem te stare, lepo obnovljene hiše. Se mi zdi, da... In pri tej hiši je ostala tudi tista pajštva. To je pa ta sušilnica za sadje, ki jih je bilo pred v vasi vse polno, pa so vse podrte, razen te. Razen te. In tudi ta je obnovljena. Tudi. Pa še služi svojemu namenu, kaj veste? Sušijo? Ja, kdo pa še kakšne krhlje je. Pa se kje... Ne, se jih kaj kupijo v teh trgov. Vse to, ravno nedavno sem ga dobila za darilo. Ja, so malo preparirali, da bar lepo hranijo. Upam, da ne, ker so tudi z teh naših loških recimo, malo slišno pisano obdelajo, da to je lepo svetlo barvo drži. Tisti krhlji, ki so bili v teh paštvah sušeni, so bili pa malo rjavkasti, včasih malo zažgani, pa prekrasne dišalke zvečer šel. Cela vas je dišala od tega, ker so se te lese noter sušile, ki se je zamut kuril. Tako ogromne lese so rilci, da se razpomnim. Je čudovito, tudi vaša knjiga, veliko tega zajame, se mi zdi, da je tako ena taka bogata zbirka teh spominov na čase, kakšni so bili, tudi jaz vesela, sem to prebrala. Tega ne več ne piše. Včasih bo reči, jaz bi pa to lesno, tudi to bi bral, ti sem pisal začel. Ja, pa ne znam, znaš, če ne znaš čist to, da bi pomalo preprosto sem, da zapišeš, ne? Vi ste se lotili, tako, ja, vi ste se lotili in vam je uspelo, za kar vam seveda še enkrat čestitam, knjiga je lepa, tudi najna ta predstavitev se mi zdi, da je bila čudovita, jaz upam, da koga navdušila tudi, da bo prebral knjigo, ali si jo kupil, ker se še vedno pri vas dobi, če to dobi, seveda se dobi, ker stvar je zastala, s to epidemijo so se stvari ustavile. Ampak jaz upam, da bo, da se bo malo malo prezračil, pa da bo... Prve mesto je bilo kar nekaj zanimanja, kar nekaj predstavili. Zdaj, tukaj imate eno drugačno podobo knjige, kako je bilo s tem? To je prva izdaja, to je pa že druga, ali kako? To sta darilo. Ne. To je to darilo za 80. Aha, to je darilo. To je bilo darilo za moj 80. rojstni dan. In je to samo en izvod? Samo en izvod. Kje je ta sta? Dva je, ena moja oni, eden je pa tale. Je tudi noter
noter so, mora biti je zdaj še več teh... Aha, še osebnih fotografij, osebnih zadeva, fotografij, ki seveda. to noter ni, a ne. Mhm. Je pa to not pol več ilustracij, se mi zdi. Ja, ne, pa se še več. Je dopolnilo. bilo pol dopolnjeno, to mora biti celo več zgodb. Več, sigurno. Več, vse. Potem ste še malo dopolnili, Ja. kako ste tudi prej omenili. Jaz sem še pol leta imela cajt pol pisati. Pa so pa enkrat rekli, dosti je. Drugače bo nikoli knjige, no, zdaj pa je. Tako da, čudovito, hvala lepa. Gospa, če imate mogoče kakšno vprašanje? Za tisto hišo bi vprašala, no, a to je tudi gor okrog gosti v Brudih? A Brode? Ja, Brode so tam zraven čez. Ne, ta hiša, ki ste prej rekla, da jo je... Varbanova, ja. To je v Brodeh Varbanova hiša. V Brodeh so te hiše pri Brdarju, pri Kožuh, pri Ukrohnik, pa pri Varban, to so kmetije. Bila je še ena pri Oblak, ki je tudi to not opisan, to je pa vojna vzela. Ki je prskela, ki je tudi v knjigi opisan, vsaj dve uspešne kmetije, pa more to po Stanišah, je bilo zaradi vojne razpadlo in jih ni več. Te dve sta bile v hribih, ki sem jih zdaj imenovala, pa more to pa v Stanišah. Ta v Brodeh, so je to pa ravninska zemlja bila, to je bilo pa pol, pa še več drugih lastnikov je zdaj, kmetije ni več. So pa drugi ljudje na tej zemlji. Ja, so. Tako sem jo pomenila ta v Stanišah, je zato zanimiva, ker mi tudi zadnjič eden, ki je to knjigo, zadnjič mi eden še prišel v knjigo prav, da mi je na njemu pol popravil. Joj, tole sem prebral, kakšna kmetija je to bila gor v tem bregu nad Brodmi, ki so imeli toliko zemlje, ki je bila na omejitev, kdo ima lahko svojo lastno lovišče, jali so svoja jama. In je bil ta kmet toliko bogat, pa toliko njemu gozdov, da je imel lastno to lovišče, lastno jago. A to je še nedavno, tako recimo, kot je bila tudi ta dvorec Visoko, ki je imel tudi svoj del reke in tako naprej, in tam je lahko lovil. To danes tega več ni, za reke skrbijo ribiške družine, ampak včasih so pa bili posamezni lastniki, ki je imel del tiste reke in tam je bilo Mi sploh več ne vemo, več. In ta gospodar, kot sem rekla, ta Staniš, v Stanišah, je bil toliko bogat, ker mu je žena umrla, se je pa še enkrat oženil, pa je šel to dol na sprot Šeferta, ki je tam ena hiša, na pol na Lenčka. Bila hči njegova dva otroka, še eno je bil toliko bogat, da je s to svojo mlado ženo, ta nova, je šel pred Prvo svetovno vojno na potovanje v Sveto deželo. To je bilo nepredstavljivo. Nepredstavljivo. In so pa to šli loški bogataši, tisti, ki so bili se imeli dal znanje in to je trajalo te priprave, menda več let, da so organizirali, da so pošli, ker treba nek prid. A so šli to z ladjo? Z ladjo so šli. To tako potvajno so si je prvošel ta Stanišek. Za dalj časa ni bilo, a ne? Ja, seveda. Ker to je bila taka senzacija, se reče. Seveda, še danes, ko to slišimo. Še danes ne gre jih čisto vsak. Seveda ne, ampak tudi, ko slišimo, to si predstavljamo, kako je takrat bilo, to nekaj nepojmljivega. Nepojmljivo, ja, da je bilo to denarja prihišti. Pa da si je to lahko prvošel, pa čas vzeli in tako naprej. Še kakšno vprašanje mogoče? Imate vi še kaj dodati? Mislim, da so kar lepo predstavljali, če še kaj želite dodati. Niti nimam, no, recimo kaj s tem, to, da je to noter v tej knjig, je polno reči, ki se jih da tudi otrokom prebirati, pa to zanimajo, poslušajo posebno te živalske zadeve. Jaz ti malo gledam tudi, te Petrice. Korenih par sem jih že upeljala, zelo poslušala. No, super, da je tudi v šoli. Živalske od Kaček, Miklavža, ostala šola, zelo poslušala. Seveda, otroke zanima, to je tako, da bi neka babica pripovedovala. Ja, res. Drugačno življenje in seveda jih pretegne. Da recimo tega nismo več omenila, nekaj tudi v knjigi, ker sem jaz dve stvari iz vojne. Jaz sem sicer otrok in vojne se jaz nisem ne vem koliko bala,
Nisem jaz dojela, Ja, kaj se seveda. to, ampak jaz sem videla, kako je v Gabarku šola gorela. To je ena zgodba. Grozen tak pogled je bil, ne? Pa kako so pol po vojni tisto šolo nazaj gradili, pa je bil noter pes smrt, to tiste, ki so ga imeli žandarji. V šoli so bili med vojno žandarji, to je bila ta nemška policija. In so imeli ene pse in pol je pač ta pes v V tistem oknu v oknu noter je, žandarji so se umaknili, pes pa verjetno, da je nekako čutil, da mora noter biti, kaj bo zdaj to. nekam se je zatekal. Ja, pilot je vstal in je noter zgoril in pol, ki so tisto te ruševine na razne leki, je bil noter, ta pes, kosti so bili noter. Jaz se pa tega psa zato spomnim, ker sem videla, ker so hodili žandarji čez most, pa so mu rekli na mostu, skoči v soro, so mu vrgli noter en polen, pa je skočil v soro, pa je prinesel ga nazaj na most, pa so ga v drug čvrli, pa je spet skočil not in bilo za otroke. Zanimivo. Ja. Slišala sem pa tudi strele, ki so starce streljali. Gor za soro je bil, imeli tam enih 6 talcev so ustrelili. Pa so pa ljudje to z grozo še petali, da so tam ljudi pobili. Seveda, da ne bi bil kdo tudi še zraven, se to ne moš predstavljati, ne? No to, tega nismo glih na vem, koliko nismo tega naredili. To je zdaj še polk, da nam... To se pa da še prebrati, ne? Ja, seveda se da. No, se sta bila še majhna tudi takrat, a ne 6 let, kaj je bil konc vojne. Njih 6 let sem nastala, ki je do konca vojne. Pa smo pa čistko še tist mesec sem začela v šolo hoditi. Ker so žih v sosednjo hiš pa v oblak, mi smo takrat v Brodeju živeli, hiša je bila prazna, ki so zbežali, ki so šli na Korošk in pojmo pa tam ta spodna hiša, pa ta gornja hiša, pa so pa nas nabili noter. Vse tiste otroke, ki so bili rojeni, ker skozi celo vojno v šoli ni bilo in so bili pol ti otroci 4 leta prestari. Če so bili rojeni okoli leta 30, recimo, ne malo kasneje. Eni so bili stari že tam 12 let, ki so še spet začeli šolo hoditi. Jaz sem pa stara 6 let in sem tam drobiž med tistimi velikimi. A to ste bili sošolci, niste razredni pravzaprav? Ja, polnih je bilo, ker so bili od mene saj 4-5 let starejši. In v vojnem času oni niso hodili v šolo? Ni bilo šole. Zdaj smo pol pač... Vidim, da se to že skozi nekaj snema. Zdaj sem jaz pozabila, koga se izgovorim. Točno povedam, da sem jaz tistim svojim 6. letom začela v šolo hoditi, sem znala čisto gladko brati. Preden sem šla v šolo. Kje ste se pa naučili? Ste imeli knjige doma? Kako je to bilo? To nas v knjižnicah vedno zanima. Knjige ni bilo v bistvu nobene. Vse kakšne take, ne. Vem, da je bila ena od nek, ki je pisal Preljubo veseljo in kje si doma. Se mi zdi, da je bilo tudi naslov. Pesmarica, ne? Ne, noter je bilo vse sorte. Vse sorte je bilo noter razne tudi take igrarce, kako se te senčne slike delajo, vrt svetlob, kakšni taki liki so bili noter, to je bilo grozno zanimivo. Vem pa, da je bila podstrehena knjiga, ki so bili noter opisane bolezni pljuč. Pa slike so bile noter. Pljuča narisana, pa prikazano je bilo, kod je zdaj zasenčena pljuča, pa kdo ima rano na pljučah, pa je pisalo od spod pneumotoraks. Pa sem jaz tisto besedo si zapomnila, pa sprašala, kaj je to pneumotoraks. In še v šolo nisem hodila. No, to so bile take. In ste se sami naučili brati? Ja, sama. Da prvo vem, da so rekli, tisto, ki je tako, kad hrablje, tisto je. A tako se vam črke razložili? Ja, pa sploh se nič ne spomnim, ko sem jaz te črke dojela. Čist nič se ne spomnim. Sam vem, da sem ta prvo eko znala. Zgodi so ti jih razložili, tako zgodi Ja, so ne ti vem, jih kako reči, je, da ne se vem, res ne vem. A zgleda, da je to kar samo hiter zlafa. Eni to hitreje, Pa zanimivo, da ste pokazali, verjetno ne Ja, pa sem, če me pneumotoraks zabijo. Že takoj na pljuča in na medicino. Mislim, no. A je bil brat starejši?
Kako? A je brat bil starejši? 3 leta je bil starejši od mene, ja. Dva sva bila zato, ker so naj imeli, brata sva imeli pa 40-ih, mene pa 43-ih minimo imela. Takrat je to veljalo za zelo pozno, ali kako? Zelo pozno. Zelo pozno. Vse še zdaj. Ja, zdaj ne, zdaj je čisto normalno. Za prvega otroka je pozno 40. Kaj ne? Za prvega je tudi zdaj pozno 40. Ampak kar gre ta meja gor. Gre gor mnogo. Res, da ste se pozno poročila, ampak 4 leta niste otrok imela. A nekaj že pozno gledali, se pravi, ker je bila stara 36 let, to je pa še kar nekako bi rekel, ne, ampak pol, je bila pa že 40 stara, ki je imela prva. Potem je pa še dobro, da ste bila dva. Ja, pa še ena. Tako. Najlepše se vam zahvaljujem. Ja, jaz tudi, vam pa občinstvu. V zahvalo vam damo eno rožico za sabo. Hvala lepa. Prosim. Prav tako pa tudi naši drugi gosti. Se vam zahvaljujem. Izvolite, vse lepo dragocenjeni v vaš prispevek, zelo čudovita pesem. Pesem je ljudska, ste... Ne, je podpožavljena. Aha, vi poje. Ja. Kdo pa glasbo piše tudi on? Ne, moja melodija. Aha, melodije pa sami. Ne, ker sem videl ta pesem, to Tudi v velik knjig pisala, mislim, te so to zdaj. Pa prav je, ker je vaša želja. Ja, se nismo pogovarjali. Čudovita. Se nismo pogovarjali, ampak take si mislim, da je nekako nima toliko zveze, no, dela, malo drugačno. Se knjiga tako kot celo življenje popisuje. Ja. Vsaka pesem skoraj bi bila primerna. Ja, ta pa tudi od bicikli. Pa še kakšni drugi priložnosti, ja, ne bomo drugo slišati. Jaz se obema res zahvaljujem, da ste prišli k nam za to predstavitev. Hvala lepa za lep večer. Hvala tudi publiki in lahko noč. Vsekakor hvala publiki.